Danes v Pomurskem dnevniku za več dialoga med kandidati. Za boljše življenje v soboški občini. Bojan Petrijan napovedal kandidaturo. Obrazovanje najstarejših dreves. Vreme jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pred letošnjimi lokalnimi volitvami regionalna stičišča iz cele Slovenije izvajajo skupno kampanjo Šola za župane, za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in večjo vključenost lokalnih nevladnih organizacij v programe županov. Kandidate za župane želijo spodbuditi, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe. Da seveda spregovorimo o sodelovanju z nevladnimi organizacijami in pa o temah, ki so v tem predvolilnem času nekoliko manj zastopane, da govorimo o vsebinah, da govorimo o projektih, da govorimo o starejših, o mladih, o kulturi, o turizmu. Ne samo o cestah, prometu in tako naprej. Nevladne organizacije so odprle teme iz različnih področij družbenega življenja. V Pomurju smo imeli 4 vsebinske panele, in sicer o kulturi, o trajnostni mobilnosti, o starejših in pa o prostovoljstvu na splošno. Skratka, predvsem smo razmišljali o tem, kaj lahko občina naredi, kako lahko nek kandidat kot župan prispeva k razvoju nekega vsebinskega področja. Udeleženci v šoli za župane so lahko prisluhnili potrebam in predlogom civilne družbe. Ja, delavnica je vrhunska, zastavljena, tudi pripravljena od začetka do konca, se pravi, vse ima nek smisel, ima določene področja, ki so zelo pomembna, se pravi, za razvoj, se pravi, vsake občine, tudi se pravi, predavatelji so kvalitetni, tako da je res fantastično, sem bil prav prijetno presenečen. Udeleženci so se veliko novega naučili. Prostovoljstvo in kultura sta ponavadi najbolj zapostavljeni pri občinah oziroma občanih in mi je zelo fajn, da sem se nekaj novega naučila. Kandidati so imeli priložnost, da skozi pogovore in dialog svoje programe oplemenitijo s svežimi projekti, novimi vsebinami, kreativnimi rešitvami in v mandat morda celo vstopijo z novimi partnerji iz nevladnega sektorja. Spominja seveda na moje šolske čase, to je tak način dela, pa mislim, da je to tako lepo, prijetno. Vse skupaj med nami so tudi taki predavatelji, ki nam lahko pomagajo za svojimi izkušnjami, pa potem tudi, da se kandidati, ki smo tukaj prisotni, da izmenjamo tudi izkušnje, mogoče vsak ima neko zamisel, da to še predebatiramo, navežemo kontakte, da tudi kasneje potem lahko vključujemo to v naše delo. Pomembnost vključevanja civilne družbe ter nujno sodelovanje z občani je bilo ključno sporočilo Šole za župane. Ideje veliko je žal tudi problemov oziroma izzivov, s katerimi se bodo morali kandidati, če bodo izvoljeni, soočiti, ampak jaz sem prepričana, da bodo našli rešitve, predvsem pa je ravno to sporočilo šole, da je potrebno rešitve iskati v dialogu. Vsebinske panele so vodili Milan Ostrc iz Društva upokojencev Cankova, Tadeja Bencak iz Mažoretne zveze Slovenije, Darko Krajnc iz Slovenske filantropije in Katja Karba iz Razvojne agencije Sinergija. SDS, NSI in Modra lista Antona Štihca so v Murski republiki pripravili javno tribuno z naslovom Združeni za boljše življenje v mestni občini Murska Sobota. Bojan Petrijan SDS, Anton Štihec, Modra lista Antona Štihca in Drago Rajbar, NSI, so spregovorili o prekomernih stroških komunalnih in ostalih storitvah v mestni občini Murska Sobota, ureditvi neurejene komunalne in prometne infrastrukture, potratnem trošenju davkoplačevalskega denarja ter o skrbi za zaposlitev mladih in težje zaposljivih oseb. Spomnili so na povišanje komunalnih stroškov, ki so se v enem letu povišali za približno 50%. Sodelujoči na javni tribuni so si enotni, da je Expano tvegan projekt, ki se je iz začetnega dobrih milijonov podražil na 6. Prav tako bo drago njegovo vzdrževanje, izgubo pa bo na koncu krila občina. Županu Aleksandru Jevšku učitajo zamenjave direktorjev javnih zavodov in njihovo zadolževanje. Kritično so tudi do betonske ploščadi pri občini, saj bi po njihovem bilo potrebno ohranjati zelene površine, ki so ena od prednosti mestne občine, prav tako pa bi se zelenimi površinami zmanjšali prašni delci, ki so v mestu velika težava. Prav tako je potrebno ustvariti okolje, v katerem bodo mladi dobili zaposlitve in ne bodo odhajali v tujino.
Čas je, da na oblast pridejo sposobni in odgovorni ljudje, so zaključili javno tribuno. Aktualni župan mestne občine Murska Sobota, Aleksander Jevšek, je dobil prvega protikandidata. Poglejmo koga. SDS Murska Sobota je včeraj uradno potrdil svetniške liste za mestne četrti in kandidata za župana mestne občine Murska Sobota. Kot član stranke SDS bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral Bojan Petrijan. Pravim, da se je za kandidaturo odločil zato, ker ima za sabo zadosti strokovno-političnih kilometrov in ker je v življenju vedno stremel k temu, da spreminja stvari na boljše. Dodaja, da je prišel čas, da stopi naprej in poskuša volivcem povedati, da ima drugačen pogled na delovanje občin. Kot ključne težave v soboški občini vidi demografsko sliko in hudo brezposelnost. Treba je čim prej pripraviti teren, da bodo mladi lahko prevzeli krmiljenje v soboški občini na vseh področjih, je prepričan Petrijan. Pravi, da ima rešitve, drugačne, inovativne rešitve, ki jih bo konkretno predstavil v svojem programu. Prihodnji teden bodo delavci komunale začeli z obrezovanjem najstarejših dreves v mestnem parku, predvsem zaradi zmanjševanja potencialne nevarnosti. V prvi fazi se bodo obrezovale platana in sofora pri gradu, lipa pri ribniku in gaber, ker je zdaj primeren čas za obrez teh dreves. V drugi fazi v neulistanem stanju pa se bo opravilo še obrezovanje hrasta. Ti ukrepi se izvajajo na podlagi pregleda stanja dreves na območju mestnega soboškega parka. In sicer je bil opravljen strokovni arboristični pregled stanja izbranih obstoječih dreves v parku. Ocenili so tudi splošno zdravstveno stanje dreves. Prav tako so na terenu izmerili obseg debla na prsni višini, ocenili starostni stadij dreves, ocenjen je bil tudi višinski razred drevesa, narejeni so bili tudi zaznamki o stanju korenin, debla in krošnje. Na podlagi tega se je izdelalo strokovno mnenje in podan je bil zaključek s priporočili in smernicami za nadaljnje vzdrževalne ukrepe. Obrezovanje dreves bo potekalo pod nadzorom strokovnjakinje arboristke Tanje Grmovše, ki je tudi opravila pregled stanja dreves, podala smernice in ukrepe glede na stanje dreves in ki bo po opravljenem delu pripravila poročilo. Z vsemi deli je tudi seznanjen Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki izda soglasje za ta dela. Družba RRC računalniške storitve je objavila prevzemno ponudbo za Pomurske mlekarne. Ta se nanaša na nekaj več kot 39% delnic, ki jih še nima v lasti. Za delnico ponuja 2,99 evra, ponudba pa traja do vključno 30. novembra. Prevzemnik ni določil praga uspešnosti ponudbe, ki jo je javno objavil časnik Delo. Spomnimo, da je družba RRC v začetku letošnjega julija od družbe DH Storitve, ki je hčerinska družba Delavske hranilnice, kupila 60,62% lastniški delež v Pomurskih mlekarnah. Družba RRC je v lasti avstralskega poslovneža slovenskih korenin Antonija Tomažina, kakšnih večjih sprememb pri usmeritvah družbe Tomažin ne načrtuje. Njegova vizija nadaljnega razvoja pomurskih mlekarn, ki so konec leta 2017 zaposlovale nekaj več kot 130 ljudi, sovpada z vizijo mlekarne. Ta pa je takšna, da družba ostane eden od nosilcev živilsko-predelovalne industrije v severovzhodni Sloveniji in eden od stebrov slovenske mlekarske industrije, je povedal za STA. Na spletnem portalu sobotainfo.com so zbrali najodmevnejše umore v Pomurju. Preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megla. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Radencih in Murski Soboti namerili 13 stopinj, v Lendavi pa 2 stopinji več. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka do zmerna burja, popoldne pa bo razen na Vipavskem ponehala.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 6 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 20. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva spremenljivo, v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno. Tam bodo občasno manjše padavine. Popoldne se bo počasi jasnilo, v zahodni in južni Sloveniji bo še možna kakšna kaplja dežja. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibala med 7 in 12, dnevne pa med 20 in 22 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Lep dan in nasvidenje.